Vozilo si nekaj iz avta vzel. Lepo. Joj, Silvo, daj mi saj kamen mi vaš, da ni... Evo, zdaj sem pa res čist na robu. Dobro jutro iz Mostarja. Glejte, takole pa še nisem Mostarja videl, da ni žive duše. Glejte, tamle po mostu ena oseba gre, drugač pa čist prazno. Evo tole, tamle stari most, vidite. Mi dva Silotom sva šla na kavico. Tamle smo sicer samo en lokal videla odprt. Bo verjeten tudi šla v tizga, zato ker tistem sem bil polet. In sta bila šef pa šefica izredno prijazna. Tako da bom šel tja, me tudi zanima, če se me še spomnita. V glavnem, gledajte, tle, polet, skoraj hoditi ne moreš, toliko ljudi. Tukaj tole so vse trgovince, ki prodajajo. Gledajte, tole je bila počas diskoteka. Enkrat smo bili noter. Če prijatelj Joško tole gleda, on je bil tudi takrat zraven. Zjutraj, ko sem vstal, je sijal sonček, tako da škoda, da ga ni več. Bi malo lepš bilo vse skupaj, mislim, mogoče bila lepša slika. No, zdaj pa prehajamo na ta znameniti stari most. Tle je ful lep razgled. Od zadaj tista džamija, tam greste lahko gor na minaret. Glejte, potem so pa tukaj zanimive teli lokalčki, tik ob Neretvi. Jaz sicer običajno ne hodim sem jest, ker je malo dražji, pa tudi zunaj se bolj potrudijo, je po mojem tudi kvaliteta malo boljša, čeprav daleč od tega, da bi rekel, da je slabo. Je pa zdaj, fantje, ne, če boste kakšno punco pelali, jo morate pa kar sem pelati, je tako res tako romantično in tako naprej in fini občutek, tako da pač boste 20% več plačali in to je to. No, zdaj pa ta stari most, gledajte, tole, ki je, se pravi to, ki ven gleda, to je zato, ker da so konjem, da ni drselo. Iz tukaj dol skačejo ljudje, zmeraj posebno ob nedeljah se tukaj zbere veliko ljudi in potem ta skakalec oziroma še njegovi pomočniki zbirajo denar in ko se dosti tistega denarja nabere, potem pa skoč, da to ljudje gledajo. Evo, tukaj piše, ne pozabite 93, kakor veste, so leta 93 ta most porušili, tako da to je zdaj obnovljen most. Porušili so ga Hrvatje. Je tudi na YouTube obstaja video posnetek, kako so ga načrtno bombardirali. No, tukaj ta ulica, ne, to je pa najbolj zasedeno, ker ljudje pridejo iz te smeri, kamor vi zdaj gledate, in tukaj še ljudje pa te lokalčki malo ven se razširijo, te, ki prodajajo, in to je gužva. Dajte tamle naprej, ne, dajte, to je človek, ne, si, se ne vem zdaj, kako ima je to urejen, ampak glejte, je vrt dal tle, si čist prisvojil, ne, in to je pot zožil za polovico. In to je taka gužva polet, da vam ne morem povedati. No, to se pravi, kakor sem rekel, običajno prideš tukaj,
iz te strani, tam gor je parkirni plac, ki so se tudi že malo turistov navadili in te hočejo malo okoli prinesti. Imajo samo tudi, če pridete za urco ali dve, vam računajo cel dan. Je pa meni enkrat en domačin povedal, kako čem pa je zdaj tle dol prideti, gremo okoli. En domačin mi povedal, da se lahko parkira na teh, ki ima mesto, ne, je pa cena tam nekje pol evra na uro, tako da je bistveno cenejš. Tako, če jaz tukaj zdaj sam prek Mostarja grem na hiter, da se ustavim za urco dve, probam zmeraj tam parkirati. Glejte, tukaj je tudi cel kup lokalov. Tole je še ena reka, ki pa moram reči, da jo prvič vidim, da je toliko vode. Jaz sem pozabil, kako se ta reka imenuje. Tole sploh nisem vedel, da vam bom tole posnel. Da bom zdaj zjutraj snemal. Tako, če ne bi ene podatke dobil, da vam bi jih povedal. No, tale most, pa mislim, da se imenuje Kriva Čuprija. Nisem čisto 100%, sem rekel, se nisem pripravil, ampak bi 99% se upal trditi, da je Kriva Čuprija. To je čist manjši mostek na teli reki. Aha, lejte, tamle vidim Kriva Čuprija, hotel, restoran, tako da pol verjeten, da sem jaz tole, da se to imenuje Kriva Čuprija, sem prav imel v spominu. No, je pa en drugač Mostar, lep pa zanimiv. Okolica. Okolica mi je zelo zanimiva. Te hribi z obe dveh strani, pa marsikaj je še za pogledati. Na mojem blogu Tomaž Gorec najdete članek, kjer so opisane vse te glavne stvari, ki jih lahko vidite v Mostarju, oziroma Mostarju in okolici. Imate izvir reke Bune, Trdnjava, Blagaj oziroma Herceg Stjepan, Počitelj, Slapovi Kravice, Medžigorje, da nas greva pogledati še tamle eno smučišče, ki je gor v hribih. Sicer se šefica apartmaja rekla, da se ne da smučati, ker ni snega, pa mi dva greva vsem pogledati, ker mora biti zanimivo. Pa potem sem, ko so se pripeljala v Mostar, sem na desni strani videl kot v hribu noter neki kanjon. Pa sem rekel, tole pa moram jaz pogledati, kaj to je. In sem pol pogooglal in temu pravijo Mostarska paklenica. Paklenica je en kanjon na Hrvaškem, to je tam pri Masleničkem mostu. In jaz sem velik ljubitelj tega kraja, sem bil že 20krat, tako da sem potem vem, da mi bo tudi tisto zelo všeč, tako da evo, tamle Silva raziskuje, slika, no tako da tist mora biti tudi super. Tako da tist bom tudi enkrat še pogledati. Obstaja malo možnosti, da celo danes. Tukaj ponovadi vidite eno sliko, kako je bilo med vojno ta most zaščiten z lesom, tako, ampak ne pustijo slikati, kar je normalno, ker hočejo, da ti kupiš razglednico, razglednice mislim, da tudi prodajate.
prodajajo. Evo, lejte, še enkrat teli lokalčki, ki so seveda zdaj belke ne prazni, ker turistov pa zdaj res ni. Da vidimo, kaj bo Silvo rekel na Mostar. Kaj, Silva? Ja, zelo lepe slike bojo. Bojo, ne? Pa ni nobenega kjer. Ja, prvič. Glej ga, bogega mucka. Silva bo šla krke, ki so ga prvič videla. Ja, sej ti kar počas prid. Evo, se še v drugo smer sprehodimo, ker zdaj, tudi če greš po isti poti, če snemamo eno smer ali po drugo, je to običajno čist drugače videti. V glavnem je pa to, kar sem prehodil, je to ta pot, ki boste tudi vi prehodili. Če boste šli v Mostar, ali pa, če ste že bili v Mostarju, pač to je ta najbolj znana zadeva. Kakor sem pa rekel, ne, Mostar ni samo tole, Mostar ima še veliko drugih zanimivih stvari. Kakor sem rekel, ne, meni še zelo všeč tam, ko sem rekel, ko imam pisano na blogu Blagaj, Počitelj, sta Trnjava, Herceg Stepan, tako da res veliko stvari. In v Mostarju nočem sicer koga žaliti ali pa biti kaj nesramen pa pameten, ampak lejte, Mostar se ne gre pogledati samo to, ko greš ti iz Sarajeva, pa se tukaj za pol ure ustaviš. To je čist premalo, ker tukaj moraš biti se 1-2 dni spati, pa je še v okolici pogledati te zadeve, malo tole doživeti. Vam pa res ne predlagam, da ste tukaj, bom rekel, nekje med majem in septembrom, čez vikend, ker je taka gužva, da je za znort. Jaz sem bil tukaj enkrat septembra in je bilo zelo lepo, nobene gužve, poceni se, prenočišča. No, tle bo šla zdaj pomidva na kavico, tle sem bil že poleti, so tukaj iz Boštjanom jela, pa sta zelo prijazna šefica pa šefica, tako da bom zdaj tukaj bo kavica, pa mogoče še kaj pojela, mogoče kakšno baklavo, ali pa mogoče kar nekaj za zajtrk, mogoče lejte, burek je €1,5, tako da bo tukaj le fino. Selo, si že pil bosansko kavico, takole? Že, pa zdaj bom pa spet, ker je res... Evo, gledajte, to je tradicionalna bosanska kavica. Tukaj smo v tem luškanem lokalu, ki ste ga tudi že zunaj videli. Probal sem šefico naluštiti, da bi kaj povedala v kamero, ki je taka zelo simpatična, ampak ni hotla, tako da je rekla, da ni za kamero, čeprav jaz mislim, da je. Silvo je že dobil svoj burek, kako ti izgleda? Ja, lepo je, zakrivljeno. Domače. Daj Silvo malo probaj, da vidimo, da boš povedal. Domače, a ne bomo zdaj pač preverili, da če to res... Je, to je mojster zelo naredil, mu je zaupila gor, če kaj ima, pa je povedal. Ja, okusno. No, dober tek, Silva. Jaz pa še čakam svoje. Nahajamo se na smučišču Ruište, to je nad Mostarjem. Lejte, tole niti ne vem, če obratuje, neka sedeženca, bomo šli bližje pogledati. Tukaj sem vam hotel pokazati, če tale gasilski avto, lejte, tale pa mora imeti približno toliko let, kaj jaz. Tole je en znana restauracija, prenočišča tudi imajo, Snežna kraljica se temu pravi, tako da greva zdaj na kavico, da vidva, kako je videti.
Jaz sem bil celo optimist, pa sem vse za smučanje s seboj vzel, ker sem razmišljal, da bom smučal tukaj, ampak vidite, snega ni, sej dober, da bi tudi rekel, Mostar meni deluje tako mediteransko mesto z največ sončnih dni v Evropi in nisem nikako pričakoval, da bo tukaj sneg za smučati, ampak včasih pa verjeten je. Je pa tole definitivno lep kraj, polet, to mora biti super. Tle si malo višji, spodaj v Mostaru vročina, tukaj je pa najbrž malo bolj hladno. Tam sem videl neko tablo do Boračkega jezera, če greš peš, niti ni daleč, pa ne vem zdaj, a sem videl 30 minut samo. Joj. Nič, gremo noter. Lejte, kama je tukajle. Se pravi, lejte, to sem pa tudi že nekje videl. Takole, da zunaj sediš, pa v bistvu si zaprt. Tole, kar vidite v posnetku, je hidroelektrarna na reki Neretvi. Nahaja se tik pred Mostarjem, zadaj je jezero, no, tole pa reka Neretva. Glejte, tamle v zadju, še vidite, je bil včasih en most, je sam steber, zdaj je pa pač to porušeno. Glejte, imajo gor na vrh na hribu pa tudi vetrence. Tole naj bi bila Mostarska paklenica, vidite kanjonček noter. Tole je bilo zanimivo iti. Glejte, tudi ferato imajo tukaj. Sicer Silva prav, da ne bi hodil, jaz bi pa tole šel se noter malo sprehoditi. Tole mora huda biti. Zdaj greva sicer pogledati eno jamo, pol bo pa videla, kaj naprej. Silvo, greva pol malo hoditi? Ne, jamo greva gledati, greva pa na kavo. A ja? Evo, tako je pa, če si stakmo, ki bi sam po kafanah hodil. Kaj praviš, Silvo, cesta se poslabšuje, bo tudi tvoj avto zdržal? To pa videl zdaj. Mislim, tudi od šoferja odvisno. Ja, šofer je trmost. Ja, lej, glede na to, da je to nemški avto, pa šofer Dolenček bi tu moglo jeti. Ja, gre pa malo na slabi. Evo, zdaj smo pa že na Makedam prišli. Bo Silvo to zdržal. Dajte, čak, da tele konje posnamem. Dajte, kako so lepi konjički. Drugače so pa tle gor, smo pa že kar nekaj visok, so pa ful lepi kraji. Lej, kaj bo konjiček do mene prišel. Konjiček! Ja, lepotec moj, čak ga moram imeti pa pobožati, Silvo. Počakaj. Konjiček! Konjiček moj! Konjiček! Pridi k meni! Konjiček, konjiček, lejte to, lejte lepoca, konjiček, sem da me nošu griznu, ja kako si lep, wow, lejte, drugače pa tle smo ful visok, konjiček, dajte te še malo pobožam, ja ti moj konjiček, ja, drugače pa Makedam. Ampak meni je tle zelo všeč, lejte, vse hribi okoli. Lejte, Silvo, čak, Silvo. Silvo ve, kaj konji želijo. Ste si malo v žlah, Silvo, ali kako? Ja, kako si lep. Olega. Evo, kako pravijo, šepetalec s konjem, Silvo. Ja, sej, lej, kako je lep. Lej, lepota. Da te pobožam. Silvo, da ti nekaj iz avta vzel. Lepota.
Silvo, s teboj se bolj zastop, kot zvedel. Silvo, misliš, da je ženska, ki te tako porajta? Jaz? A? Dej ugotov, Silvo, če je ženska. Poglej, kiča ima, ne? Jaz ga ne vidim. Ma, pa je pa moški. Ženska je. Vidim, jo. Ja, ja. Kaj je? Silvo nad mojo izbiro poti ni navdušen. Malo mi je avto škoda. Ampak Silvo, veš, da tule bi tudi svoj Mercedesom prišel, tako da... Ja, svojo Mercedes. Jaz mislim, že po takem se vozil. Svojo Mercedes, tam čez una skala bi samo počevnil pisal. Le, res, Silvo, da skrbijo ostri kamni. Iščeva jamo. Tako malo na pamet. Tale je sicer dobra pot, ampak prej je bilo čisto grmovje. Silvo so zapomnil tele jame, a? Najprej zaradi ceste, zdaj pa še tule. Greva v ta pravi smeri. To ne dela zdaj. Ja, dela, moraš Posodobi to. Ne, ne moreš, če ni interneta. Sej je letle, viš, tle sem videl, tle moramo pa videti. Tako rodiš, pa si skupaj. A? Kako, ja. Lahko. Sam ne boš nič prej. Takole zgleda iskanje tele jame. Pojma nimava, kje sva. Pre Google Maps je tu težko iskati. Tle dol bova šla, nimava kaj drugega. Si ti Silvo pričakoval takole planinarjenje? Ne, čakaj, da imaš tako slabo navigacijo. Sem mislil, da si ti malo bolj organiziran človek, pa vidim. Ja, lej, bi mogel biti navajen, da z menoj je takole že dron. Organizacija je pa na podno, mislim. To sem pričakoval vsaj. vsaj. Že veš, kako sva dron iskala. Ja, to sploh Tako da komentiram. to se pri meni se take stvari dogajajo. Zdaj nekaj podobnega. Tudi tam sva malo na pamet iskala. Tu pa ne vem. Iščeva že kar nekaj časa, pa nič ne najdeva. Kaj prav Silvo na ta planinarjenje? Tlele dol sem videl nekaj, ampak po Google Mapsu ni to tu. Se mi pa zdi, da je neka jama. Lej, je nekaj globocga. Tam tu ni, tu sigurno ne. Kaj sem gledal slike in je drugačna. Ampak jo pa grem pogledat, kaj me zanima. Pa res. Ja, nekaj je tu. Ni tu una, sigurno ne. Ampak ja, se pa tam še nadaljuje noter. St. Herceg. Evo, tule sem posnamem, da bom pol vedel, zakaj se gre. Nisem še pogledal dol, ampak tole imam feeling, da bo. Nisem še bil tle. Imam feeling, da je to to. Imam feeling, bo. Po mojem, da bo. Noro. To bo to. Hudo zgleda. Na drugo stran moram še prideti, da vidim, bom boljš videl. Noro. Sam, da sem jo odkril. Silvo! Najdu sem jo! Veselka radio. Veste, koliko so se vozila po enih slabih cestah. Silvo, to se je bal za avto. Tako da, zdaj, če še to ne bi najdla, bilo res razočaranje. Sicer, ne, jaz če bi bil sam, jaz bi jo iskal do trdetame, da bi najdel.
Zdaj moram pa malo na Silvota gledati. Tako da, veste, zato grem jaz doskrat kar sam, ker takele stvari ne zanimajo vse ljudi, ne? In pol verjeten je komu bez veze neko lukno iskati tukaj le sred, nič. Silva, evo ja, jaz sem strokovnjak za lukne, najdem. Jaz sem bolj mislil, da boš ti za lukne pa. Punce, Tomaš je še samski primstega. Lej, Silvo, lej zale, pa če bi te jaz tole dol porinu, bi rekel pol je. Čak, lepas. Nočem te imeti na vestri, pa še zdaj sem posnel, da bi te porinu. Bom sigurno iskril. Ja, kaj bo šlo na uno stran? Ja, lej bo šla kar tle v kul, pa da jo vidva. Sem vesel, da sva najdla. Tole naj bi bila ena najglobjih jam v Evropi. So se kar namatrala, da so jo najdla. Zdaj, ko bi jaz tole enega jamarja najdel, da bi me seboj vzel, pa tako seveda, da je varno, bi jaz to z veseljem šel noter. Tako da, če je kakšen tak, ki bi bil za tale podvig, naj se mi jav, pa greva skupaj. More biti to noro zanimivo noter. Ti, Silva, kar noter šel, kako si zamislil? Veš kaj, en kamen bova noter vrgla, da vidva. Če tu pravijo, da ful dolg cajta dol pada. Čudale bolj zakomplicirano ratuje. Silva, lepo te prosim, bod previden. Ko je res kakšna zaljubljena vate rekla, da sem se te jaz namerno hotel znebiti. Ja. Ja, le jaz grem do tega le kamna, da bom videl noter, pa en kamen bom vrgel. Hudo, ne? Hudo. Ko si ti tole sam za sekundo primeš. Ja, seveda. Ti boš šel tlele? Tlele, ja. Pa pa je čisto, čem pol kamer dal. Ja, seveda, to sem mislil. Kako misliš, da sem? Takole sam rad bi videl dol, kako izgleda. Kamen sem pa pozabil vzeti, da bi ga dol vrgel. Lejte, zdaj pa vidim. Kaj? Lej, tle bi še lahko dol prišel. Joj, Silvo, daj mi se kamen mi vaš, da njega v rok ne držiš. Hvala. Vid. Daš še malo prideti. Evo, zdaj sem pa res čist na robu. Ja, pa je konc jame, veš, da nisem morda Silota pravi. Jebem ti,
Sunca pa tako so se matrala. Veš, da tu morda ni ta prava. Fuh. A? Ne vem. Jaz sem zdaj pa mačkan razočaran. A, ne, se lejtele. Drevesa, vse. Tako da... A? Ne, nikjer ne vidim. Veš, da to ni ta prava. Midva pa tako raziskujeva, kada bi odkrila ne vem koga. Ni ta prava, po mojem. Ampak po Google Maps je to ta. Morda, ne vem. Bova doma preverila, ko bo internet. Dobar je. Ne vem, če so najbolj pametno najdla. Lej sama gošča. Tam so preveč se potel graj gor. Lej, tam le malo pot zgleda. Tam le nekaj zgleda malo bolj, ne? Kaj pa ta kamne? Kjero kamne? Ja, tu je cesta. Vidite, kakšna gošča. In tu se zdaj že 15. Poglejte, kaj sem je super dubo, se pravi kavico, domače bosansko, baklavo, imajo tle v akciji za 2 evra. Tako da Silva mi je zdaj pa mečke novo šljiv, ker sem to naročil. Ja, tale gorč, Tomažek, zmeri ve, kva moram, točno ve, kaj je v akciji, pa kaj je dobro. Ti, Silva, daj ti meni povej, kako se ti je zdel današnji dan. Ja, po eni strani je bil zelo zanimiv. Ja, lep dan, videla sva lep kraj. Kaj praviš na ono planinarjenje? Planinarjenje, tisti grmov je bilo res malo naporen, tako drugače pa ja, pač našla sva to jamo, ki sva iskala. Mislila, da je to prava, ne, sem še zmeraj pripričan, da je to prava. Sicer preveriti, drugače pa, ja, lep dan. No, super, me veseli.